Kot pripoveduje današnji vodja izmene gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Robert Janežič, ki sicer včeraj ni bil na terenu, so jih začeli obmetavati, ko so želeli skozi romsko naselje priti bližje požaru. Ko so se gasilci peljali skozi romsko naselje, so jih Romi napadli s kamenjem, tako da so malo poškodovali avto, razbili zadnjo luč, tako da je kar nekaj poškodb vidnih tudi na vozilu. Potem se je vodja odločil, da ne bojo šli čez romsko naselje in so spodnje strani tisto dokončno pogasili. Ugotovljeno je bilo, da je materialna škoda na vozilu znaša okoli 2000 evrov. Policisti Policijske postaje Novo mesto so opravili ogled poškodovanega vozila in kraja poškodovanja. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari je do 2 let zapora. Novomeška romska svetnica je ob dogodku poudarila, da večina prebivalcev Brezja, kot tudi ona sama, to dejanje obsojajo. In da so ta dejanja zelo nesramna, nekorektna in da zahtevam, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Sicer pa so bili policisti včeraj obveščeni tudi o tatvini bakrenih delov strehe z objekta na pokopališču v Srebrničah. Po prvih ugotovitvah je bilo ugotovljeno, da so neznani storilci med 18. in 19. marcem strehe demontirali in odtujili okoli 270 kvadratnih metrov bakrene pločevine in odtujili tudi okoli 60 metrov snegolovov. Za zdaj neznani storilci so povzročili za približno 30 000 evrov škode. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje velike tatvine je kazen zapora do 5 let.